V svojih 20-ih je bil nedotakljivi bog družbenih medijev, rok zvezdnik tehnološke industrije, ki je vse, česar se je dotaknil, spremenil v zlato. Toda sreča Marka Zuckerberga se je obrnila. Zdaj, pri 42 letih, je izgubil več kot 70 milijard dolarjev zaradi slabe stave, da bo metaverzum prihodnost. Svoj ugled je uničil z vse bolj spornimi osebnimi posli. In zdaj platforme, ki so mu prinesle bogastvo, duši neustavljiva rast nekakovostnih AI vsebin. Na papirju je še vedno tako uspešen kot kdajkoli prej. Z 1,6 bilijona dolarjev tržne kapitalizacije za Meta Platforms Inc. konec leta 2025. Toda tla se mu potiho sesedajo pod nogami. Težava je, da bi lahko s seboj potegnil celoten internet, kot ga poznamo. Znotraj korporativne strukture Mete je ta bog socialnih medijev precej bolj dobeseden, kot bi pričakovali. Čeprav ima Zuk v rokah le 13 do 14% delnic, lahko še vedno z železno roko nadzoruje celotno podjetje. In to vse po zaslugi genialnega mehanizma dvorazrednih delnic. Ter je v bistvu razdelitev na delničarje prvega in drugega razreda. V enorazrednem sistemu delnic pomeni ena delnica, en glas. Kdor ima največ, ima nesorazmeren nadzor nad podjetjem. Toda v dvorazrednem sistemu delnic nekatere delnice imajo višjo glasovalno moč kot druge. In pri Meti se nesorazmerno veliko teh okrepljenih delnic nahaja prav v Zukovih 13 do 14% deleža. To je zato, ker je dobil delnice razreda B, ki so rezervirane za ustanovitelje in notranje osebe, pri čemer lahko vsaka šteje za 10 ali več glasov v primerjavi z delnicami razreda A, ki so prodane običajnim vlagateljem na borzi. Ima 60% glasovalne moči v podjetju zaradi svojega kupa delnic razreda B. Preostanek je dovolj razrečen, da nobena druga oseba ali subjekt ne bi mogla nikoli upati, da bi ga preglasovala. Še posebej, ker potrebuješ večino vsaj 1%, da glasovanje obrneš v svojo korist. Tudi dva največja institucionalna delničarja, podjetja Vanguard Group in BlackRock, imata vsak približno 7,5%. Večina teh so precej šibkejše delnice razreda A. Ti kralji sveta zasebnega kapitala se morajo na ozemlju Mete še vedno prikloniti vsemogočnemu Zuku. Kaj torej Zuckerberg počne z vso to absolutno kontrolo nad svojim podjetjem, ki prevladuje v industriji? No, podjetje spremeni v laboratorij za nekatere najbolj tvegane korporativne in tehnološke eksperimente, kar jih je svet kdaj videl, vključno s popolno katastrofo, ki je metaverzum. To je bila povsem nova virtualna resničnost, kjer bi počeli vse, od nakupovanja do druženja in dela prek VR očal in digitalnih avatarjev. Zuck je imel razlog za samozavest. Vendar to ni bilo prvič, da je velika poteza Facebooka imela katastrofalne in daljnosežne posledice za celoten internet. Facebook je bil eden glavnih dejavnikov internetnega pojava imenovanega prehod na video. S tem, ko so hvalili neverjetne prikaze svoje platforme za kratke videoposnetke, je Facebook sprožil množično odpuščanje piscev na internetu. Ta poteza je dejansko ubila pisane članke na internetu. Vse se je zgodilo leta 2015, ko je bila Zuckova beseda o poslovnem svetu tako močna, da njegove trditve o Facebookovih prikazih sploh niso potrebovale biti resnične. Facebook so tožili zaradi laganja v svojih metrikah, oziroma vsaj zaradi resnih napačnih izračunov. Da bi očaral oglaševalce, katerih denar nadzoruje vse na internetu, je trdil ne le o ogromnih številkah ogledov, ampak tudi o impresivnih dolžinah ogledov. Kaj je v resnici štelo kot ogled z daljšim trajanjem? Vse, kar je trajalo več kot 3 sekunde. Vsi so bili prevarani, a to ni bilo pomembno. Facebook je bil še vedno na vrhu in praktično so uničili celo internetno industrijo zaradi nekaj prirejenih statistik. Kdo lahko reče, da strela pri Zucku ne bi mogla udariti dvakrat in da ne bi uničil družbenih omrežij, kot jih poznamo, ter jih nadomestil svojo lastno zasebno matrico? Bil je tako prepričan, da bo to zmaga, da je leta 2021 podjetje Facebook uradno spremenilo ime v Meta. Toda, ali bo ves ta pomp res spremenil metavesolje iz znanstvene fantastike v znanstveno dejstvo? Jedro Zuckovih najbolj bolečih izgub tukaj je oddelek Reality Labs podjetja Meta. Ta je bil prvotno VR podjetje Oculus, ki ga je leta 2012 ustanovil Palmer Luckey. Facebook je podjetje prevzel leta 2014 za 400 milijonov dolarjev v gotovini in 23 milijonov in 100 tisoč navadnih delnic, vrednih milijardo in 600 milijonov dolarjev. Leta 2020 je bil Oculus vključen v nastajajoči oddelek Facebook Reality Labs, raziskovalno razvojno ekipo, ki naj bi zgradila arhitekturo metaverzuma. Razen da se ni nič od tega zgodilo tako. Čeprav se natančne številke razlikujejo glede na računovodstvo, se večina virov strinja, da je Reality Labs moral požreti vsaj brutalnih 73 milijard dolarjev izgub od ustanovitve dalje. To je milijarda, ne milijon. Konec leta 2025 je Zuck opazil, v kakšnih težavah je, in je zmanjšal financiranje metaverzuma za 30%, da bi sredstva preusmeril v bolj dobičkonosne projekte. S pol milijarde mesečnih uporabnikov na vseh svojih aplikacijah in platformah, Facebooku, Instagramu, WhatsAppu in drugih, je imel Zuck vse razloge, da misli, da mu bo uspelo. Ni pomembno, da za večino ljudi VR visoke kakovosti je izjemno drag in predstavlja oviro za množično uporabo. Prav tako ni bilo pomembno, da so grafike na njihovi metaverzumski platformi Meta Horizon Worlds zaostajale za trenutnim standardom za približno 10 do 15 let. Ko je bila izdana, noben od avatarjev ni imel nog.
Ampak to ni bilo pomembno. Pogost moto tehnološke industrije je: deluj hitro in razbijaj stvari. To je praktično že postalo klišé. Oseba, ki je skovala ta izraz, je bil pravzaprav Mark Zuckerberg sam. To je način, kako reči: rini naprej in se s posledicami ukvarjaj pozneje. Točno takšno razmišljanje je ekipa Reality Labs gnalo naprej, kljub vsem dokazom, da je njihova naloga dolgoročno popolnoma brezplodna. Namesto dobička je poskus z metavesoljem ustvaril nešteto posmehljivih mimov. Primerjave s prejšnjimi tehnologijami, za katere so vsi vztrajali, da bodo spremenile svet, kot so NFT in blockchain, so bile pogoste. Ironija Zuckerbergovega ponižujočega neuspeha z metavesoljem je v tem, da delna metavesolja obstajajo že leta. Še danes uspešno delujejo na mestih, kot so Second Life, VRChat, MMORPG-ji, kot je World of Warcraft, in celo Fortnite v svojih načinih brez bojevanja. Na koncu je Facebook prišel prepozno in izgubil toliko milijard, ker je prekršil temeljno pravilo dobrega poslovanja: izdeluj samo izdelke, ki izpolnjujejo dejanske potrebe tvojih strank. In resnici si premalo ljudi želi nositi VR očala, da bi se prijavili v službo ali šli v banko. Skoraj težko je verjeti, ampak že leta 2004, ko je bil prvič ustanovljen, je bil namen narediti Facebook cool. Začel se je na ameriških univerzitetnih kampusih, še preden je prišel kam drugam, in je temeljil na čistem FOMO. Vsakdo, ki je nekaj pomenil, je bil spodbujen, da se pridruži, da ga prijateljska skupina ne bi pustila za sabo. Ta metoda je delovala čudežno in je leta 2012 pripeljala do tega, da je spletna stran imela več kot milijardo uporabnikov. Še leta 2024 ima resnično izjemno 98% prepoznavnost blagovne znamke. Toda ta slika postane precej manj rožnata, ko pogledamo statistiko za pripadnike generacije Z. 17% splošne populacije pravi, da obožuje Facebook in namerava še naprej uporabljati ta izdelek. Toda ti podatki za generacijo Z znašajo le 3%. Facebook ni več vznemirljiva platforma, saj 45% uporabnikov generacije Z pravi, da ga uporabljajo predvsem zato, da ostanejo v stiku s sorodniki. Brandview Media je ugotovil, da bi bili leta 2023 3 od 4 uporabnikov generacije Z pripravljeni opustiti Facebook. Kaj torej to pomeni za prihodnost Mete? Zadeva je nekoliko bolj zapletena, kot si morda mislite. Generacija Z se nasplošno odmika od družbenih omrežij, pri čemer so najbolj prizadete stare platforme, kot je Facebook. Kam pa vsi odhajajo? Generacija Z niso več otroci, veliko jih je že v svojih 20 letih, generacija Alfa pa počasi postaja najbolj dobičkonosen trg. Kralja družbenih omrežij za generacijo Z in Alfo sta seveda TikTok in Instagram, ki ima 38% stopnjo uporabe med občinstvom. Zdi se torej, da mlajše generacije bežijo iz ene roke Marka Zuckerberga naravnost v drugo. A dolgoročno se zdi, da trendi niso naklonjeni meta izdelkom, saj generacija Alfa v veliki meri daje prednost aplikacijam, ki temeljijo na videu, kot sta TikTok in YouTube. Po podatkih Axiosa, izgorelost zaradi družbenih omrežij vodi k temu, da vse več pripadnikov generacije Z blokira aplikacije in kupuje preproste telefone, ki jim ne omogočajo povezave z aplikacijami. Bi lahko isti svet družbenih omrežij, ki ga je izumil Facebook, postal okolje, ki bo na koncu zadušilo njihovo lastno bazo uporabnikov? Toda serijskim podjetnikom, kot je Mark Zuckerberg, tudi odtujitev svoje nekdanje glavne demografske skupine in skoraj 100-milijardni neuspeh predstavljata le oviro. Kar je potreboval, je bil še en preobrat. Še ena tehnologija, na katero bi lahko stavil vse svoje žetone in upal, da se mu bo tveganje izplačalo. In kot nalašč mu je svet ponudil prav to tehnologijo. V začetku leta 2026 je Zuk izrekel nekaj zdaj že zloglasnih besed na konferenčnem klicu ob objavi poslovnih rezultatov. Kmalu boste odprli naše aplikacije in imeli boste umetno inteligenco, ki vas razume ter vam prikazuje odlično vsebino ali celo ustvari odlično personalizirano vsebino za vas. Beseda odlično tukaj opravlja izjemno težko nalogo. Videli ste slike in videoposnetke, tiste, ki se zdijo kot nekaj naravnosti z vročičnih bloden. Jezus Kristus lebdi pod vodo. Njegovo telo je sestavljeno iz kozic in jastogov združenih v pošast. Tisoče komentarjev pod temi slikami piše Amen. In v drugem videoposnetku: Jezus potisne satana v invalidskem vozičku z roba pečine. Mišičasti humanoidni mački rešujejo dojenčke, ki so padli z Golden Gate mostu. In v akvariju vesela ženska opazuje, kako okoli plava ogabna človeško-tjulenska pošast. To je tista nora AI-na vlaka, ki je preplavila meta storitve, kot sta Facebook in Instagram. Postalo je tako slabo, da obstaja celoten subreddit Our Facebook AI Slop za skoraj 200.000 člani. Medtem ko je AI-na vlaka razširjena, ker je umetna inteligenca postala priljubljena beseda za delničarje v celotni tehnološki industriji, le malo izvršnih direktorjev jo je sprejelo tako navdušeno kot Mark Zuckerberg, tako kot je prej sprejel metavesolje. To je imenoval tretja faza družbenih omrežij. Kaj to pomeni? In kaj sta bili prva in druga faza? Sam Zuk je imel odgovore. Prva faza je bila, ko je bila vsa vsebina od prijateljev, družine in računov, ki si jih neposredno spremljal. Druga faza je bila, ko smo dodali vsebine ustvarjalcev. Zdaj, ko umetna inteligenca olajša ustvarjanje in predelavo vsebin, bomo videli eksplozijo novih medijskih formatov, ki bodo bolj poglobljeni in interaktivni, ter bodo možni le zaradi napredka umetne inteligence.
Jasno je, da je dokaz v rezultatih, saj je to povsod okoli nas. Te strani niso vse nadrealistične in smešne. Nekatere med njimi so resnično izjemno vznemirjajoče. Vzemimo Anito Kumari, Instagram račun, ki se specializira za širjenje tako imenovanega pornografije bede. Torej, vsebin, kjer so izstradani, obubožani ljudje na robu smrti zaradi lakote, jih žuželke jedo ali pa umirajo sredi nesreče ali bolezni. Vsi ti računi so v celoti ustvarjeni z umetno inteligenco in imajo precej več kot 100.000 sledilcev. Celoten namen je izkoriščati čustva občinstva in pridobiti odziv. In najstrašnejši del je, da to deluje. Priljubljen podžanr te vrste navlake, ustvarjene z umetno inteligenco, je rojstnodnevna torta. Pogosto prikazuje bolno, shujšano ali celo iznakaženo osebo, običajno otroka, vojnega veterana ali starejšo žensko, ki nosi rojstnodnevno torto. Pogosto je zraven še ganljivo sporočilo, da nihče ni prišel na njihovo rojstnodnevno zabavo, zato jih prosijo, naj jim v komentarjih zaželijo vse najboljše. Obstajajo videoposnetki, ki uporabljajo neizrekljive rasne stereotipe, ki jih tukaj sploh ne moremo opisati, kaj šele pokazati kakršnekoli posnetke. Lažni videoposnetki ogromnih eksplozij, naravnih nesreč, umorov, policijskih streljanj, terorističnih napadov. Najbolj zaskrbljujoče pri vsem tem pa je, če se zalotite, da z grozo gledate te videoposnetke, vam bodo prikazali še več takšnih. Po besedah podpredsednika za izdelke pri Facebooku, Džadžita Čavle, če vas zanima vsebina, ki je ustvarjena z umetno inteligenco, algoritem za priporočila bo sčasoma ugotovil, da vas ta tema in vsebina zanimata. Če vas to ne zanima in ste nam dali signale, da to ni za vas, bo algoritem ustrezno odreagiral. Edini način, da resnično pokažete, da to ni za vas, je, da čim hitreje podrstate naprej. A če ostanete dovolj dolgo, da ugotovite, kaj se dogaja, vas je algoritem že pritegnil. Če je Facebook preplavljen z nekakovostno vsebino, ustvarjeno z umetno inteligenco, kaj je potem povzročilo, da je v njegovem prej precej zanesljivem sistemu nastala luknja? Morda vas ne bo presenetilo, če slišite, da težava izvira iz samega podjetja. Facebook in njegove lastne spodbojevalne strukture so tiste, ki stojijo za to poplavo nekakovostne vsebine. Zaradi Facebookovega programa nagrajevanja ustvarjalcev lahko angažiranost pomeni pravi denar za tiste, ki objavljajo. Vendar pa so ti zneski taki, da jih večina vplivnežev na YouTubu in TikToku ne bi štela za vredne truda. Ko upoštevate še pretvorbo valut in nizke stroške ustvarjanja te nekakovostne vsebine, lahko to postane velik vir pasivnega dohodka za ljudi v državah, kot so Pakistan, Indija, Vietnam, Tajska in Indonezija. Ta proces se je industrializiral z različnimi monetiziranimi računi, ki vsak dan objavljajo na desetine kozic, Jezusov in ranjenih veteranov. Včasih zberejo milijone ogledov od pravih uporabnikov in številnih rojev botov. Ne samo, da je industrializacija objavljanja nesnage postala prava mala industrija, tudi učenje ljudi, kako zagnati lastne stroje za ustvarjanje te nesnage in z njimi služiti, je uspešen posel. Orodja in vadnice se prodajajo na spletu vsakomur, ki želi začeti objavljati. Dajo bodočim objavljavcem sredstva, da se izognejo sistemom za zaznavanje neželene pošte na strani in dosledno ustvarjajo viralno vsebino, ki je v preteklosti delovala za druge podobne spamerje. Rezultat je težava, ki se nenehno širi sama od sebe in postopoma dela Facebook vse bolj neprijeten in neuporaben. Težava z nesnago, ki jo povzročajo tako ustvarjalci vsebin kot tudi boti med občinstvom na Facebooku, je postala tako huda, da je pripeljala do vse bolj priljubljenega gibanja, imenovanega teorija mrtvega interneta. To je eksistencialno zastrašujoča ideja, da internet postaja vse manj prostor za žive človeške uporabnike. Namesto tega je bolj kot nekakšno gnezdo mrtvih con, ki jih naseljujejo boti, ki med seboj komunicirajo, ne da bi sploh vedeli, da ne komunicirajo s človekom. Medijski raziskovalec in strokovnjak za umetno inteligenco Thomas Sommerer je o učinku širjenja dejal: tako kot je bil Jezus domnevno božji glasnik, škamp Jezus je glasnik usodnega sistema, v katerega smo se sami zapeljali, odklopljenega, razširjenega in v stanju eksponentne metastaze. Metastaza je tukaj res ključna beseda, saj je umetna inteligenca rak, ki se širi po Facebooku in ga razkraja od znotraj. In ni samo vsebina. Umetna inteligenca na Facebooku prav tako nadomešča družbeno komponento družbenih omrežij, saj lahko z označevanjem @meta.ai generirate odziv umetne inteligence na objave v skupinah. Umetna inteligenca bo posegla tudi takrat, ko izvirna objava vsebuje vprašanje, na katerega nihče ne odgovori v eni uri. Kot da so Facebook skupine zdaj obsedene s temi strmečimi digitalnimi duhovi. In to ni neka teorija zarote. To so vodilni zaposleni v podjetju Meta povedali ponosno in javno. Connor Hayes, podpredsednik za produkt generativne umetne inteligence pri Meta, je povedal: pričakujemo, da bodo te umetne inteligence s časoma obstajale na naših platformah, podobno kot uporabniški računi. Imeli bodo opise profila in profilne slike, ter bodo lahko ustvarjali in delili vsebine, ki jih poganja umetna inteligenca na platformi. Vse se je začelo konec leta 2023. Zbirko klepetalnih robotov umetne inteligence znanih osebnosti, vključno s Snoop Doggom in Mr. Beastom, in vsi so to popolnoma sovražili. Tako zelo, da je Facebook julija 2024 opustil idejo o uradno licenciranih klepetalnih robotih znanih osebnosti in namesto tega odprl AI
AI Studio, kjer lahko njihovi uporabniki ustvarijo svoje lastne klepetalne robote. In tudi to je hitro ušlo izpod nadzora. Kljub temu, da je Facebook vztrajal pri strogi moderaciji svojih klepetalnih robotov, so bili roboti, ki so jih ustvarili uporabniki, prav tako nenavadni in zlovešči kot vsebine nizke kakovosti, ki so se začele pojavljati. Boti so se imenovali Adolf Hitler, Jezus Kristus in seveda Taylor Swift. Preden so jih ekipe za moderacijo na Facebooku in Instagramu odstranile, če ste poslali sporočilo Taylor Swift, zapisano kot Taylor Swift, da bi zaobšla omejitve, bi najprej odgovorila: Živijo ljubitelji glasbe, jaz sem Taylor Swift in navdušena sem, da lahko z vami delim svoj najnovejši album. Začnimo to glasbeno popotovanje. Izmenjala je več kot 2000 različnih sporočil z uporabniki, preden so jo odstranili. Jezus je bil še precej hujši in je rekel: Mir z vami, jaz sem Jezus Kristus, Božji sin. Kako vas lahko danes vodim na vaši poti? Toda to je izjemno malo v primerjavi z nekaterimi bolj pogosto uporabljenimi umetnimi inteligencami na Facebooku. Nekatere izmed najbolj priljubljenih na vrhuncu popularnosti aplikacij v začetku leta 2025 so bile Astrologer AI, ki se je januarja tistega leta pohvalila z več kot 6 milijoni sporočil z ljudmi. Druga najbolj priljubljena je bila Stepsis Sera, ki jih je imela okoli 2 milijona. Meta je ustvarila in nato takoj morala umakniti svoja orodja umetne inteligence po množičnem odzivu uporabnikov, kar se je nadaljevalo. Z novim odmevnim incidentom julija 2026 je Meta objavila svoje orodje Muse Image, novo generativno funkcijo umetne inteligence, ki bi med drugim uporabnikom omogočila uporabo in spreminjanje fotografskih vsebin uporabnikov na Facebooku in Instagramu. Z drugimi besedami, če bi nekdo želel uporabiti vašo profilno sliko ali fotografije iz vaše objave o poroki, vaše počitniške fotografije ali objavo v spomin na sorodnika za ustvarjanje lastnih vsebin z umetno inteligenco, Muse Image bi jim to omogočil brez kakršnihkoli ovir. No, vsezadnje, to ni več vaša vsebina. Objavili ste jo na platformi Meta, zato pripada Meti. Vsi uporabniki Instagrama so bili privzeto vključeni. To se zdi svetlobna leta daleč od prvotnega poslanstva Facebooka, ki je bilo omogočiti prijateljem, da se povežejo prek spleta in ostanejo na tekočem z življenjem drug drugega. Toda Meta je dosledno trdila, da je popolna usmeritev v umetno inteligenco edini način, da ostanejo konkurenčni na področju družbenih omrežij. Vendar bo to dolgoročno imelo precej neprijetne posledice za njihov dobiček. Tudi če bodo delničarji v bližnji prihodnosti navdušeni nad tem. Obstajata dve ključni razliki med resničnimi uporabniki in uporabniki, ki jih poganja umetna inteligenca na Facebooku in Instagramu. Te razlike predstavljajo velik problem za Marka Zuckerberga in vse ostale pri Meti. Prva je: podjetja nočejo plačevati za oglaševanje AI uporabnikom na katerikoli od teh platform. Druga stvar je, da nobeno podjetje ne bo zanimalo nakupa osebnih podatkov AI uporabnikov na katerikoli strani. Tako kot bo AI začel prekašati število ljudi, boste videli, kako se Facebookov poslovni model sesuje kot hiša, ki so jo od znotraj pojedli termiti. In problem se zdi enako velik znotraj kot zunaj. Iz Metajevega novega oddelka za uporabno umetno inteligenco prihajajo informacije, da so zaposleni tam popolnoma nesrečni in ne vidijo večjih koristi svojega dela. Med izjavami so tudi: to je dobesedno gulag in nenadoma nimaš nobenega smisla v življenju. Komaj da komuniciraš s komerkoli in vsak teden imaš samo te naloge. Težko je sploh izraziti, koliko denarja Meta vlaga v razvoj umetne inteligence. Samo v letu 2026 napovedujejo med 125 in 145 milijard dolarjev kapitalskih izdatkov za umetno inteligenco. To je 88 več kot leta 2025. Tudi če merimo od sredine med obema številkama, in to je enako več kot polovici Zuckovega premoženja, ki znaša 231 milijard dolarjev. Toda, julija 2026 je Zuck priznal, da spektakularni rezultati, ki jih je pričakoval od svojih vlaganj v umetno inteligenco, še niso bili uresničeni. Delnice Mete so zaradi tega padle za 5%. V začetku leta 2026 so poenostavili poslovanje in odpustili približno 8000 zaposlenih. Približno 10% svoje delovne sile, medtem ko so še 7000 zaposlenih premestili v novo enoto za umetno inteligenco. In kaj imajo za pokazati do zdaj, razen navduševanja delničarjev? Izdelki kot je Muse Image, ki so ga vsi tako sovražili, da jih je odziv takoj prisilil, da so začeli znova. Tristia Hennessy, višji strateg pri portlandski družbi Evolve Solutions Group, je povedal: če mislite, da umetno inteligenco uvajate odgovorno, morate razmišljati širše od najboljšega možnega primera uporabe. Meta oziroma Meta/Instagramov fiasko z njihovim orodjem Muse je imel resnične posledice. Resne finančne in zdravstvene posledice za stotine ljudi, pa je bilo vse zakonito. Za žrtve ni nobene zaščite. Če mislite, da ste varni, ste naivni. Ampak kdo je tukaj res naiven in kdo je res v nevarnosti? Vsak, ki spremlja dejavnosti Marka Zuckerberga in njegovih podjetij, vam lahko našteje celo vrsto groznih stvari, v katere so bili vpleteni. Ena izmed manjših je zavedanje, da ima Instagram grozljive učinke na duševno zdravje najstniških uporabnikov. Facebook je leta 2012 izvajal psihološke teste na 700 000 udeležencih, brez njihove privolitve. Prav tako so jim Zvezna komisija za trgovino naložila več kot 5 milijard dolarjev kazni zaradi kršitev zasebnosti uporabnikov. Pri hujših stvareh pa je zgodba še precej mračnejša.
Leta 2020 je Sophie Jung, nekdanja podatkovna znanstvenica pri Facebooku, razkrila nepravilnosti v podjetju, saj je tujim državljanom omogočalo vmešavanje v volitve z manipulacijo podatkov na platformi. To bi bilo v skladu z vlogo Facebooka pri vmešavanju v domače volitve. Bil je vpleten v škandal Cambridge Analytica, kjer so uporabili ogromno podatkov uporabnikov Facebooka za ustvarjanje manipulativnih političnih oglaševalskih kampanj in njegovo zavračanje preverjanja dejstev pri objavah politikov na platformi v času volilne sezone. Čeprav vse to zbledi v primerjavi z najslabšim, kar je Facebook kdaj storil. Podžigal je sovraštvo, ki je privedlo do pokola Rohingjev v Mjanmaru. Dobesedno sodobni genocid. Kako se lahko kaj takega sploh zgodi? Del odgovora je zakopan v sami kodi Facebooka. Platforma vas želi zadržati čim dlje, zato se vsebine, ki pritegnejo pozornost, dodatno izpostavijo. Tudi če ta vsebina poziva k prelivanju krvi preganjene manjšinske skupine in spodbuja grozljivo nasilje. Toda dokazi, ki jih je zbrala Amnesty International, kažejo, da je resnica morda še hujša od neodgovorne, nemoralne kode. Facebook je bil večkrat opozorjen na sovraštvo, ki ga je spodbujal, pa ni storil ničesar. Verjetno je strahu, da bi to vplivalo na njihov dobiček. Zavrnili so pozive naj zaposlijo lokalne moderatorje vsebin, ki bi lahko prepoznali in nadzorovali razširjeni sovražni govor. In ko se je leta 2017 zgodil pokol, več kot 700.000 Rohingov je moralo pobegniti pred resnično grozljivim nasiljem. Pat De Bruin, raziskovalec in svetovalec za umetno inteligenco in človekove pravice pri Amnesty International, je povedal: "Ti algoritmi so res nevarni za naše človekove pravice." Kar se je zgodilo Rohingom in vloga Facebooka v tem specifičnem konfliktu, se lahko znova zgodi v številnih različnih okoljih po svetu. Podjetje se je izkazalo za popolnoma nepripravljeno ali nesposobno rešiti temeljne vzroke svojega vpliva na človekove pravice. Mark Zuckerberg ima kri na rokah, a kljub številnim slabim odločitvam v preteklosti, se zdi, da njegovo bogastvo še vedno raste. Bo to zadnja kaplja čez rob? Medtem ko Zuk še naprej vztraja pri tem, kar verjame, da bo naslednja velika stvar, se bližamo dnevu, ko bo dejansko propadel. Želite izvedeti več o nekaterih najbolj nadležnih bogataših v Ameriki? Potem preverite pravi razlog, zakaj se Elon Musk in Mark Zuckerberg sovražita. Ali pa si oglejte to.